vidijo, ja. Zelo razliko, da jih je Janša zgodno, pa se prijeti so tudi striženc naterali, ne, glej pa spontano, ne. Ja, ta razlika je. Pa s tem, da je človek imel preko video tak sovražen govor, da to še res ni bilo. Ja. To ga še nisem slišal. Nisem še gledal, bom ka pridem domov na internetu. Katastrofa, temu človeku se zmešal. Pa da lahko primerjam malo, kdaj je bilo boljš, ne? Ja. Za mene je bilo boljš prej. Ja. Tako, strpanje. Evo. Ja. Da boste v, kako naj rečem, družbi doktorja Cirila Horjaka oziroma doktor Horovica narisali nekaj transparentov po vašem izboru. Če ne vem, Horjak zaradi terapije. Še kak napisano? Ja, moram se vedeti, kjera je ta kura. To se bo vedel. Mislim, da je simbol jasni. Simbol ga je. Zdaj bomo od zahoda proti vzhodu obrnili. Dobro, rišemo sirana kura. Še kakšen predlog? Še kakšen 10 predlogov sprejmemo. Tole, evo, najprej gospem damo prednost. To pa že tudi gospod Viči. Našo domovino v ljubezni vseh Večkrat ne dohajamo, sicer imamo tlele kuro Maršalo. Sekundo. Še ko dobite. Naša se obnaša kačičulina. On je kurba. Gospod Štuhec minus morala. Gospod? Štuhec minus morala. Ok, gospoda Štuhca je treba narisati, pa minus moralo. Ampak zdaj rišeš še kaj, Čičulino ali Štuhca? Prej Janša in Čičulina, potem pa Štuhec minus morala. Zdaj pa boste vi, zdaj bomo spet predahnili, ker so čakalne vrste, veste, zdaj bom kot medicinska sestra. Dajte se tam usediti, dajte prosim početi. Narište Kajmanske otoke, enega krokodila, ki žre milijarde gor, pa napiše zlo. V muzeju zgodovinskega spomina. V Luku zbirajo po posebnem knjižničnem gradivu tudi transparente, ki nudijo zdaj nositi zgolj Malo se pošetala. Torej, zdaj bomo šli malo po Ljubljani, da pogledamo vse te štacune, kjer je menda vlada, ministrstvo, parlament in vse take čudne reči, čemu pravijo demokratične inštitucije. Zdaj, mi to, kot Primorci smo zgleda malo nerazviti, malo proč od centra, in tega navijemo, pa smo prišli povedati. Kaj pravzaprav delajo tam noter, da so nas jebali državo v 21 letih? Ker to je pa dejstvo resonant, ne? Mislim, da se to ustrenjamo prav vsi, ki smo zdaj to. In da zdaj moramo pa nekaj napraviti in reči, da tega je to dosti. Zdaj, če bi bil moj prijatelj Iztok Mlakar to, bi znal povedati lepši kot jaz, ne? Ma, ker se dosti družen z njim, bom probal vseeno malo tako kuvan, ne?
Dajte, jaz bo vsako jutro, ko se zbudim, prvo grem na internet in pogledam, kaj še pač izbor. Če ni, ima zjeben dan. Tako da najbolj sem zamiral s Jolo, ko sem enkrat, se mi rekel pokvarno in mi niso znali popraviti. In so popravili, ko mi popovdne, pa sem razložil, da zdaj prekasno. Je šel v danu maloro. Veste, ovi ljudje se mi po svoje malo smilijo, ne? Zdaj jih je ostalo samo še 14% in trdijo, da so demokratična večina. Poznane te Zajduščine. Mene je deževalka rekla, da bo drugo leto bomo šli pa v Pržun obiskat našega Janeza. Se strinjamo? Obveščam vas, da bomo ob 16. uri pride Jani Kovač iz Preturšovinsko cerkvijo na kamionu z glasbo in potem gremo po Vorka, po Ljubljani, da se malo zagrejemo, da pokažemo, koliko nas je. Zdaj, ko smo še vrli debato v tega, jaz sem celo dopoldne četel pred internetom in sem videl, a bo Kipr Malori pokazal ta trg, pa so spucali sneh in take zadeve, da nekaj je obut, ali kakšne bote, ali bojo dosti običajni sandali. Ma ni pokazalo tega placa so. In potem sem študiral, zakaj nije. So kazali non-stop samo nek hodr in tam neko činčanje. Aha. Zdaj vrši ti šura gor. Ti se videl šurat. Kaj da nima šura, ne vrže gor. 24 ur je helikopter. No, 24 ur, dobro. 24 ur. So odlično dokumentirali, koliko jih je danes. No, torej, jaz sem gledal in neš videl. Niso htjeli pokazati koliko ih je. A to zdaj Janša prihaja s Bruslja, to je? Jaz klapno bolj. Janša! Janša, pridi bolj, ko slušaš! Seveda, mogoče bi bilo, da bi prišel poleti s tem čoplanom nadelat malo vetra, kar poleti je bolj toplo kot zdaj. Tako da zdaj namukam, pa to tako niti se ta pravi za nas Vajdice, ne? Ko Vajdičnice napihal zdaj 150 dni, ne? Če napravi kakšen efekt, se mora spustiti malo bolj nizko, tako da bo res napravi prepih. No, potem, ko si bo zapnil ta vrhni baton. Kaj je ostalo od te Švice? Ne, si vse se govori sam. Edino, kar je, skoraj za 100 Švicamo. Prav tako so nam takrat obljubljali, da bo Slovenija obljubljena dežela, kjer bosta živela red, pravičnost, sociala, kjer bojo vsi zaposleni. Obljubljali so nam, da to bo edina država v Evropi, ki bo brez vojske. Zdaj pa ugotavljamo, da je naša država v službi okupatorja. To se pravi, da s gnusom moramo ugotoviti, da sem tudi jaz del te okupacijske države v nekem Afganistanu, Iraku in na nekje še, kjer nimamo kot Slovenci kaj iskati. Tako je! Zato je ena od naših zahtev, naš ustajnikov, takoj ko osvobodimo Slovenijo, v kar ne dvomimo, da ne bomo, da takoj zapustimo NATO pakt in takoj spravimo slovensko vojsko na minimum, ker jo ne rabimo. Živimo pa je v 21. stoletju, ko naredimo vse vojne, vse končane. Če niso končane, pomeni lahko le nekaj.
da še vedno so velike industrije po svetu, ki zelo služijo na račun prodaje orožja. Prav tako kot naš sedanji predsednik vlade, ki še do danes ni povedal, kam je šel denar od orožja leta 91, 92 in naprej. Verjetno, tako kot mi je to kolega sugeriral, je to edino, kar je pristalo v Švici od Slovenije. Njegov denar od orožja. Prav tako lahko ugotovimo, da je ljubljeno slovenskemu narodu še cel kup reči, o katerih se pravzaprav danes lahko le spominjamo z neko nostalgijo. Imeli smo namreč državo, v kateri je bil človek naše največje bogatstvo. In potem smo, nažalost, to državo ukinili in zdaj se igramo nek kapitalizem. Kapitalizem, kjer je dovoljeno vse, kjer je dovoljeno tudi zaslužnjevati delavce, kjer jim je dovoljeno odvzeti ljudem vse pravice in postaviti tisto najbolj zgodnje služnjolastniško obdobje. Ko ljudje v dobri veri, da bodo zaslužni, prihajajo, delajo, garajo in na konci ostanejo na cesti brez stolarja, ki je šla firma v stečaj. Lastnik pa že spet nekje drugje ustanavlja novo firmo. Veste, tem ljudem bi človek rekel, ok, so pač iznajdljivi. Mene skrbi nekaj drugega, da smo vzpostavili državo, ki vse to omogoča, kjer smo napisali, še v ustavi, da je pravzaprav pravično, da nekdo ustanovi polnih 10-20 firm in porezene premetava na drugo denar, ki se na koncu seveda izgubi. Pride pa vsod drugam samo tistim, ki so ga zaslužili, ne. Odboj pridik, ki bi seveda izkoristil pridiko in malo, ne malo, lahko tudi več, prešimfal konc koncev tudi naše ljube sindikate. Mi vsi smo na nek način tudi člani raznih sindikatov. Če mene vprašate, imamo v Sloveniji dosti preveč sindikatov. Zato se lahko dela to, kar se dela, da se manipulira in na konci reče, ja, saj so se sindikati strinjali, če smo vam pobrali regres. Saj so se sindikati strinjali, da će se vam zviša plače. In tako naprej, in tako naprej. Prav tako je istočasno ta ljuba država, karkoli že spada k njim, razložila, da tudi med delavci nismo vsi enaki. Smo črnci in belci. Je tako imenovan javni sektor in je tako imenovan realni sektor. Zdaj, kaj bi bil tu za jih hudič, je pa drugo vprašanje. Realni sektor naj bi pa je bil tisti, ki proizvaja. Javni sektor naj bi bil pa tisti, ki zapravlja. Pa zanimivo je, da tisti moment, ko javni sektor nekaj dela za realni sektor, ni več realni sektor, javni sektor je realni sektor. Ne pa zastopi neče upaš, da ti so prakar.